kadar se v Svetem pismu pojavi gora, moramo tako ušesa napeti. Zato, ker so vas sigurno nekaj pomembnega zgodilo. V stare zaveze smo videli, kaj je bilo z Abrahamom, z Mojzesom, Elija na gore. Gora je pomembna stvar. In gora je tudi osrednji dogodek današnjega evangelija. Kaj je tvoja gora, dragi brat, draga sestra? Kaj moraš narediti, da greš na goro? Tu se da nas vprašajmo. A moram izklopiti telefon? Se moram bolj posvetiti svoj zakoncu ali pa se vzeti več časa za svoje otroke? Iz katerih odnosov moram jaz izstopiti oziroma v katere odnose moram vstopiti, da pridem na goro? Ja, pojdite na goro. Kaj se bo tam za vas zgodilo? Jaz ne vem. Prepričan sem, da tudi Peter, Janez pa Jakob ne so imeli pojma, kaj jih čaka na gore. Ampak so šli na goro. To je pomembno. Pojdite na goro. Eno gotovost vam lahko dam. Če boste šli na goro, boste spoznali Jezusa in boste spoznali sebe, take, kot v resnici ste. Ker pred Bogom vse, kar je nepomembno, odpade. Tako, kot sta zginila Elija pa Mojzes, ostalo je sem še tisto, kar je bistveno. Ostal je Jezus. Podobno izkušnjo, ki je kar enkrat izpuhtelo v zrak, je imel apostol Filip. In on je rekel enkrat Jezuse, pokaže nam očeta in zadosti nam bo. In v tem odlomku je točno to. Zasliši se glas, očetov glas, ki pravi, ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hčerka. To je osnova. Tudi tiste, ki če biti svetovne prvakov, ne vem čeme, on hodi samo v nedeljo dopoldne trenirati na stadion. On vsak dan trenira. Vsak dan. To je bistveno. Zato nam vsem, dragi brati in sestre, v Kristusu, privoščim v tem postnem času čim več takih gorskih avantur, da bi se nabrali čim več kondicije, zato da takrat, ko se bomo znajdli pod goro, ki se imenuje Golgota ali pa ki se imenuje Kalvarija, ne bomo zmrzli.